Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi s podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Zgodovina ni nekaj, kar bi lahko pospravili v arhiv. Vrača se vedno znova za vprašanji, ki pa načeloma družbo precej delijo, namesto da bi nas združevala. Z menoj je danes dr. Martin Premk, zgodovinar, kustos, dolgoletni raziskovalec vojaške zgodovine, prav tako poslanec Gibanja Svoboda in tudi predsednik odbora za obrambo. Midva bova danes govorila o spominu, spravi, odgovornosti in tudi o tem, kako razumeti zgodovino brez ideoloških filtrov. Dr. Premk, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav. Kako ste? V redu. V redu, odlično. Tako vedno, seveda, vse ostalo izguba časa. Pravilno, se strinjam z vami popolnoma. Kaj menite? Zgodovina ni, bom rekla, samo niz datumov in nekih dogodkov. Dejansko v resnici se začne z ljudmi, z njihovimi izkušnjami, spomini, s pogumom, da tudi dejansko razumejo čas, v katerem živijo. Vi ste rojeni v Ljubljani, obiskovali ste gimnazijo Poljane. In tudi v času vašega odraščanja je bila že Ljubljana, bom rekla, v neki pozni socialistični dobi, nekako tako. Kaj menite? Takrat se mi zdi, da je še bilo nekako morda življenje mirno, družba mirna, ampak so že neke spremembe začele trkati na vrata. V tistih 80-ih letih, ko sem jaz hodil zadnje razrede osnovne šole pa srednje šole, takrat recimo, če govorimo o zgodovini, so se te zgodovinske teme, ki so bile zamolčane, že začele nekako odpirati. Ampak se pravi, tisto, kar je bilo zamolčano, se je začelo odpirati. Recimo, takrat se je že govorilo o povojnih množičnih usmrtitvah, o Golem otoku, o vsemu, ampak dejansko je bilo to takrat pravilno in edino možno, kajti te teme so bile dejansko 30-40 let zamolčane. Se o njih ni smelo in ni govorilo v javnosti, seveda tisti med ljudmi se je o tem govorilo. Ampak tako, da so tudi spremembe v pogledih ali pa v dojemanju, predstavljanju zgodovine so že pomenile tudi neke družbene spremembe. Ampak takrat je še vedno bilo pa jasno eno in tisto najbolj pomembno, katera stran je bila prava, pa katera stran ni bila prava. Takrat izven teh okvirjev se pa takrat seveda pa ni hodilo. Tako. In tudi vaš stric in dedek sta bila partizana, kaj ne? Se pravi samo stric, dedek ne. En dedek je bil že pokojni pred vojno, drugega je bil interniran, je bil že starejši, je bil na Rabu in v Gorencu. Tako da jaz, v moji družini v bistvu je bil stric, samo stric je bil partizan, sicer prvoborec, je vojno preživel, pa po vojni tudi končal na Golem otoku. Tako da je tudi mlad umrl, jaz sem ga komaj poznal, nisem niti imel priložnosti sploh govoriti z njim. Ampak kakorkoli, sem tudi prek svojega strica videl, da ni vse bilo črno-belo. Da ni vse črno-belo in da seveda tudi med drugo svetovno vojno, tudi na partizanski strani ni bilo vse zelo lepo. In to vaše zanimanje za zgodovino, kdaj ste začutili to? Pa nima niti moja družina kakega vpliva imela na to. Ampak to pa, če boste vprašali moji sošolci iz osnovne šole, mene je zgodovina vedno zanimala. Posebej druga svetovna vojna, pa ne samo druga svetovna vojna pri nas. Na Pacifiku, v Evropi, po celem svetu, mene je od nekdaj zanimala druga svetovna vojna, od osnovne šole dalje v srednji šoli. Vse knjige, ki sem jih bral, so bile nekaj povezane z drugo svetovno vojno, take in drugačne. In potem je seveda
normalno, da se je zadeva končala z študijem zgodovine. Ne. Ja, vsekakor na filozofski fakulteti Tako, končali tako, v bistvu sodobno zgodovino in dejansko ste se poglabljali v drugo svetovno vojno, kot ste rekli. Pravzaprav niti, poglabljal sem se prvo svetovno vojno, poglabljali smo se v drugo svetovno vojno, pač na vse vojne, vsa 20. stoletje, skratka me najbolj zanima, ne, neka antika. Nikoli se nisem z njo poklicno ukvarjal, ampak tako, da recimo diploma moja ni bila o drugi svetovni vojni, ampak je bilo, ker sem jaz drugače iz Notranjske, iz Loške doline in je bila moja diploma o tihotapljenju konj čez takratno rapalsko mejo. Ne. Tako, tako da to so pač, to sem imel takrat srečo, ne, to je bilo konec 90-ih letih, ne, to sem imel takrat srečo, da je bilo nekaj ljudi teh še živih. Ne. In jaz sem dejansko intervjujal ljudi, ki so tiste kojne, ki bi rekli v Loški dolini, ki so jih vodili čez mejo z vsemi nevarnostmi, graničarji, streljani, potem so tudi partizani končali, večina njih ne, ampak v glavnem. No. Skratka, prva moja diplomska naloga je bila čisto nevojaška, da tako rečem, no. Potem pa magisterij, pa doktorat sta bila pa druga svetovna vojna oziroma narodno-osvobodilni boj. Ne. No, magisterij je bil Matjaževa vojska, tisto, ki so po vojni še hodili iz Avstrije pa Italije, razne te teroristične skupine, bi se jim reklo, ne. Doktorat je bil pa Poljanska vstaja, ki se je končala za znamenito Dražgoško bitko, ne, o kateri imamo vsako leto ogromno takšnih in drugačnih debat. Ja. Jaz vam lahko že zdaj povem, kaj se bo, zdaj povem, kaj se bo tam januarja govorilo o Dražgiški bitki. Ne. Vse vsako leto isto, ne. Pa to je bila nepotrebna, pa partizani so krivi, partizani so za vse krivi, ne. Ampak mimogrede, jaz sem ravno zaradi tega, ko sem pač napisal to Poljansko vstavo, ko se je končala pravzaprav z spopadom v Dražgošah, oni so se iz Pasjega Vrha po 3 dneh bojev umaknili v Dražgoše. No. Ampak jaz sem Dražgoše predstavil lansko leto v Oradurju v Franciji. To je vas muzej, ne, ki so jo pustili celo v ruševinah, ker to vas so Nemci zaradi partizanskega napada, zaradi tega samega ubitega nemškega oficirja so pobili celo vas, 600 pa še nekaj ljudi, celo osnovno šolo, požgali vas in potem po vojni so to vas pustili nedotaknjeno. No, jo ohranijo, vse tam še leži, zažgani avtomobili. Nedotaknjeno. Tam vse še leži tako, kot je bilo, zažgani avtomobili, šivalni stroj, vse, kar ni zgorelo, še vedno tam leži. Se pravi, cela vas je muzejski kompleks, potem so novo vaso pa zraven zgradili. No, tam, da bi nekdo prišel s takimi tezami, kot jih pri nas, se pravi, ne zaradi zgodovine, ampak zaradi zlorabe zgodovine v politične namene, da bi tam nekdo začel razlagati, da so francoski partizani krivi za to, da so Nemci požgali vas pa pobili ljudi, ne, da bi nekdo tam začel z vprašanji, a je bilo potrebno se opirati, a sej bi mi samo nemško govorili, pa bi bilo vse v redu. Ne. Mislim, jaz se kaj takega, tam bi me ven odnesli, če bi začel s takimi razpravami tam. Ne. Bi vas secirali. In tudi sem hotel predstaviti, kako da pri nas pa imamo take debate. Pa sem se na koncu tudi premislil, ker bi mislili, da sem nor in pa bi nenazadnje bi svoji deželi delal sramoto, da bi povedal, kako se pri nas take nedolžne žrtve, ker tam so seveda so vse krivi Nemci, kdo pa drug, ker niso imeli pač tam niti kaj iskati, ne, da pri nas pa imamo take debate, se pravi, tam jih ni. Tam jih ni, ne. Tam se v bistvu temu izognejo oziroma morda drugače razumejo zgodovino. Ne.
Vaša pot se je začela, se pravi, s knjigami, ne? Na to pa se je v bistvu nadaljevala v garaže med topove in tanke, a ne? In v muzej, ne? Ja, to je pa zdaj zgodba, ne? zgodba oziroma, kot se reče, igra, ironija usode, ne? Ja, bili ste, zgodovinar, kustos. Ja, ampak dober, poleg hribov so moj hobi tudi oldtimerji, ne? In jaz sem tudi že v srednji šoli, sem en staro Lambreto obnovil, se jo imam še vedno, ne. In potem me je pa usoda vrgla v šolo za rezervne oficirje oklepnih enot, tam pri rosnih 18, se pravi tudi konec 80 let, ne. In sem pač eno leto preživel črn do komolcev od olja in šmira, sej potem seveda, ko sem prišel ven iz služenja vojske, seveda se s tanki 15 let nisem ukvarjal. Potem pa, ko se je pa na srečo zgodila zaposlitev v Vojaškem muzeju Slovenske vojske, sem pa skupaj s kolegi skrbel za oklepno artilerijsko zbirko, ne. In moram reči, da to... In kako je bila ta izkušnja? Pravzaprav ste sodelovali tudi pri razvoju enega izmed pomembnejših. Jaz sem pač dejansko za to skrbel majčkeno drugače, kot bi mogoče kdo drug, čisto iz osebnega navdušenja nad vsem skupaj, ne. Ja, se to da potem tudi dodaten čar k vsemu temu? Ja, mislim, se pravim, jaz sem res pač z neko, ne vem, veliko vnemo, da ne rečem skoraj ljubeznijo pristopil k tistim starim tankom pa topovom, ne. In ne nazadnje, meni se ni bilo problem usesti notri, pa užgat, pa zapeljati, naložiti na tovornjak, ne. Tako da smo to zbirko kar lepo razvijali. To je zdaj v parku vojaške zgodovine v Pivki. In ta zbirka je zdaj dejansko ena med boljšimi v Evropi. Naš cilj zbiralske politike je bil, da pač zberemo vse možne tanke, oklepna vozila, topove, ki so bili v naši slovenski zgodovini. In ko smo začeli delati to, so hvala Bogu bili v vojski, da jih je bilo vsaj nekaj toliko daljnovidnih in pametnih, da so kar nekaj starih tankov iz druge svetovne vojne pa topov, da so v bistvu niso dali v razrez. Drugače se je veliko tega tudi razrezalo, ne. In mi smo potem v 10-15 letih uspeli te stare tanke, ki so pri nas ostali, ki jih je bilo viška, z ostalimi muzeji ali pa podjetji zamenjati za tisto, kar nam je manjkalo, ne. In dejansko je zdaj zbirka v Pivki od druge svetovne vojne, med prvo vojno pri nas v Sloveniji na našem ozemlju tankov niti ni bilo, ne. Ampak skratka, mi imamo skoraj vse, kar je možno bilo dobiti in manjka mogoče samo še eno vozilo, pa bi imeli vse, kar je bilo na slovenskem ozemlju od leta 45 do 91, sej park vojaške zgodovine se je začel kot tankovsko artilerijska zbirka, potem se je še razširilo s podmornico z letali, tako da je zdaj en tak vojaško-tehnični muzej. In to je tako bom rekel, tako da sem tudi jaz malo ponosen na to, da smo uspeli v teh, zdaj bo že 20 let, naslednje leto, kaj smo skupaj uspeli narediti z te Pivke, ne. So tudi obiskanje precej. Ja. Ne, tudi ko so ta odprta vrata, zdaj pred 2 meseci. In tudi s parkom vojaške zgodovine pa z vojaškim muzejem, jaz ne nazadnje še vedno sodelujem, ne. Zdaj v glavnem kot mehanik pa voznik. Ja, se sem vas videla zadnjič, ko so bila ta odprta vrata parka, pa so obiskovalci bili tam in so lahko videli v bistvu tudi predstavitev. Sem vas videla, ko ste bili tudi tam, ste skakali, vozili. Je pa tudi to težava, ne, da to ni, ne vem, kakšna huda znanost, ne, ampak je pa vedno manj ljudi tudi, ki znajo to voziti, pa ki znajo kaj... Saj to je med mladim recimo tudi interes, tako? Bolj ne, a ne? Kako bi rekel, no. Mladi pridejo pa gledajo tank iz druge svetovne vojne, pa vprašajo, kje ima USB priključek, ne. Težko bo našel morda kak drug priključek USB zagotovo, ne. Vedno pa se je in vedno pa se bo najdlo kaj navdušencev, ki jih tudi to zanima, ne. Ja, vsekakor. Ja.
Ja, sej tudi v bistvu zgodovino naredi po mojem živo, ravno ta stik z dejansko, ko človek vidi tank. Sej, zato smo imeli tudi v Parku vojaške zgodovine te uprizoritve spopadov, te uprizoritvene skupine v raznih uniformah. Ne. Ja. In dejansko, kar se pa recimo tankov tiče, ne, gledam na tank ne kot toliko na orožje, kot na neko tehnično zadevo, res neka tehnika, ki je narejena, ki je skoraj umetnost narejena, narediti tako do nekih skrajnih zmogljivosti, da vse tiste tone se premaknejo. Ne. In je dejansko popolnoma drugače, ali to vidiš tam, ko stoji, ko spi v muzeju, ali ko se to vozi pa hromi. Ne. Tako da te vsakoletne septembrske te vožnje teh starih tankov, ki jih imamo vsako leto, ne, to so res ena najbolj privlačnih zadev v Parku vojaške zgodovine. Je konkretno doživetje, se pravi, jaz sem bila, tudi ogromno ljudi je bilo in se mi zdi se popolnoma drugače doživi, kot pa če se samo pride v muzej in samo pogleda. Je nek drug občutek, tako da si človek tudi potem lažje predstavlja kakšno zgodovino, verjetno, kot to Tako, ja, tudi vidi na tak način. Tako da tudi ta zvok motorja naredi svoje. Je pa potem, se pravi, v tem vašem, bom rekla, tudi v vaši bogati karieri, ne, ste potem tudi iz te zgodovine pa iz jekla ste potem tudi malo prešli v te druge vode, politične vode, kjer pa se zdaj nova zgodovina na nek način tudi piše. Sej poleg te skrbi za to oklepno artilerijsko zbirko sem ves čas delal tudi poleg druge stvari. Ne. Od raziskav, veliko sem delal za Zvezo borcev, pisal kolumne, ne, in pač spremljal to, kar se dogaja z našo zgodovino, ne, predvsem s tem, kako določene politične stranke pa zlorabljajo to zgodovino. Ne. Ampak ko ste vprašali, ne, za politiko, temu jaz vedno vsakemu rečem, da sem padal iz hruške v politiko. No. Ker jaz sem skoraj prisegal v krvi, da nikoli ne bom član nobene politične stranke. Ampak kaj pa je potem bilo? Moramo se pa res mečkano zdaj spet pojeti v zgodovino, ne, kako hitro se to pozablja, ne, pa se moramo malo spomniti tistih časov, ko smo bili svinje, pa lenuhi, pa drhav, pa ne vem kaj še vse, ne, in skratka tistega, ne, kako ćemo temu reči, tistega COVID terorja, ki smo ga takrat doživljali, ne, to, če bi šlo to takrat naprej, jaz ne vem, kaj bi bilo, ne. Ampak, ne, takrat so mene pač, ker sem majčkeno že ukvarjal kot publicist za drugo svetovno vojno, ne, majčkeno sem bil že znan, ne, predvsem med temi borčevskimi krogi, takrat so mene poklicali, ne. Če sem pripravljen kandidirati za poslanca, mislim, kot rečeno, kakršni so bili takrat cajti, jaz skočim v vulkan, samo da se to neha. Ne. Seveda sem pripravljen kandidirati, če mislite, da to pomaga. Ne. In potem, to je bilo februarja 2020, aprila 2022 sem bil pač izvoljen. Izvoljen in to je bilo zelo hitro. In to je bilo zelo hitro, ne, in jaz sem šele potem se vpisal v stranko, ko sem bil izvoljen. Ne. Zdaj ne nazadnje celo gibanje Svobode nastalo zelo na hitro. Ne. Zato so bili tudi, kako bi rekel, porodni krči in težave, ne, ampak zdaj mislim, da se je zadeva že kar izoblikovala tako, kot je treba, no, ampak dejansko, ne. To je, jaz nisem nikoli pa nisem razmišljal o neki politični karieri predtem. Ne. Kako pa vidite zadevo kot predsednik odbora za obrambo? Tam imate en kup zadev, ki so vezane na varnost, odpornost, obrambo, vse te sisteme slovenske, zelo pomembne politične teme, vprašanja, zakoni se sprejemajo in verjetno to tudi ni mala malca, tudi glede na različna mnenja in kritike. Ja, ampak mislim, vsekakor je odbor za obrambo pomembna zadeva, ne. Tudi ne samo zaradi tega, no, ker se to ni samo vojska, ne. To so tudi gasilci, reševalne, civilna zaščita, uprava za zaščito in reševanje, ne, vsekakor je to kar pomemben odbor, ne. Mislim, jaz sem bil tudi seveda presenečen, ne, ko sem pač sploh zvedel, da bom predsednik, se mi tudi
to so samo Okay. Samo dobro videl sem se na spisku, da sem jaz predsednik odbora za obrambo. Ampak ne na zadnje sej sem bil 15 let zaposlen na Ministrstvu za obrambo, imam tudi vojaško izobrazbo. Skratka, so me dali zato, ker imam izkušnje s tem. Prihajate s področja. Ja, še ena zgodovinska zanimivost. Od Gibanja Svobode sem jaz edini moški predsednik odbora. Vse so ženske predstavnice. Ste lahko ponosni, vidite, da? Ja, mi sem ponosni, smo lahko tudi na Gibanje Svoboda, da je dalo toliko žensk za... Ja, tudi kolegica Tereza Novak je isto, ona ima še hujši odbor kot jaz za notranje zadeve. Tam se še dogaja. Skratka, ampak pri odboru za obrambo, to smo še pod prvim ministrom Šarcem, je bilo veliko treba delati, ker tako kot povsodi. Tudi na področju obrambe ali pa v Slovenske vojske smo bili 30 let v zaostanku, oziroma 30 let se je 30 let se malo zapostavljeno. Skratka, ogromno je bilo treba narediti, če greva samo na vojsko, ogromno je bilo treba narediti na vojsko. In to je že pač minister Šarc začel z tem spremembami v vojski na Ministrstvu za obrambo, zdaj jih minister Sajovic samo nadaljuje. In ko bom rekel, ta smer, v katero je šla Slovenska vojska zdaj, da se je začela opremljati, da se je začel graditi na ljudeh, se pravi, bo treba še kar nekaj časa, da ta vojska postane taka, kot mora biti, ampak vsaj zadeve so šle grejo v pravo smer. Se premikajo. Edino res za razliko od ostalih odborov, ima pa odbor za obrambo edino to srečo, da načeloma ni pri vprašanju vojske, obrambe, zaščite in reševanja, da načeloma ni neke velikega nasprotovanja z strani opozicije. To pa lahko rečem, da imamo tukaj pa kar srečno roko, tako da večino zadev, ki jih želimo speljati, sprejetje kakega novega zakona, karkoli, da imamo da odbor, oziroma lahko tako rečemo, da če kdaj odbor za obrambo podpira Slovensko vojsko in sistem reševanja in zaščite, pa to zdaj v tem sklicu državnega zbora. Ampak kot rečeno, tukaj so se tudi nabrali problemi zadnjih 10-20 let, od opremljanja vojske do problemov z ljudmi. Kadrovanje, vse v bistvu. Vse, je še tako kot na drugih področjih, je tudi še vedno tukaj dosti dela. Ampak se zadeve premikajo. Ja, se pravi, tako je pač naša vloga odbora je tudi, da nadzorujemo, kaj se dogaja na naših področjih. Se pravi, seveda ni vse v rožcah samih, tako kot nikoli ni, ampak se pravi, ampak zadeve se pa premikajo in vsaj po mojem mnenju se premikajo v pravo smer. Pa so vseeno ljudje, bom rekla, dovolj ozaveščeni o tem? V smislu, da je potrebno tudi vlagati oziroma modernizirati vojsko in tudi delati na kadrih? Vsi veste, večina ljudi vseeno je. So pa vedno debate, s katerimi se tudi na odboru neprestano soočamo, zakaj denar za orožje, zakaj sploh vojska. Vse iz filozofskega stališča jaz te debate razumem ali celo podpiram, ampak žal pa je svet in človeška družba je, kakršna je. Nasilje je nenazadnje del narave, sploh pa človeške družbe, in mi moramo za svojo varnost poskrbeti. Zagotovo pa so kakšne polemike. Zdaj vem, da se je tudi, recimo, ko govorimo o odgovornosti države, to tudi ni samo, bom rekla, varnost pa vojska, ampak je tudi moralna odgovornost. In zdaj, kar je najbolj odmevalo tudi v tem letu, je bila jama pod Maceš Novo Gorico, se pravi v Kočevskem Rogu. Kaj bi lahko mogoče vi malo več o tem povedali? Polemik je bilo kar precej, tudi zdaj pred kratkim bi se na odboru obravnavala dopolnitev k zakonu.
Prejšnji teden bi na odboru za obrambo morali obravnavati predlog SDS o pokopu žrtev iz Macesnove Gorice, ki jih bi morali po njihovem amandmaju, po njihovem predlogu amandmaja pokopati v Ljubljani na Žalah, in to v roku 3 mesecev. Sej že ta rok 3 mesecev vam pove, da je šlo zgolj za zlorabo teh nesrečnih žrtev v politične namene. In tako se mimo grede, pa to jaz lahko povem iz obeh platine, načeloma politike zgodovina zanima samo takrat, ko jo lahko zlorabijo. In tle je šlo, in tukaj je spet šlo samo za neko politikanstvo, za neko predvolilno potezo. In ker kot rečeno, v 3 mesecih se ne da narediti, sej na Žalah ni primernih prostorov, ni Kostnice, vsi vemo, da v 3 mesecih se ne da to zgraditi. V 3 letih vprašanje, če se da to zgraditi. Ampak kakorkoli, SDS je potem ta predlog tik pred začetkom odbora umaknila. Kar še ne pomeni, da je zdaj pa zadeva čista in mirna, verjetno ne. S tem zadeva končana. Seveda bo prej ali slej spet prišla na dan, ampak ne. Naše mnenje je seveda vedno bilo od začetka, ko se je začelo to vprašanje teh žrtev iz Macesnove Gorice, dejansko so bile spravljene v komunali Kočevje. Neprimerno, seveda, ampak se jih ni naša. Skratka, spravili so jih tam, kamor so jih potem pač lahko. Zato so bile zdaj premeščene spomladi v Kostnico, ki je ustrezen prostor, v Kostnico v Škofji Loki. Ampak največji problem je bil to, da so pač vztrajali, da je to treba pokopati v Ljubljani, čeprav vejo, da se to ni možno. In seveda, tudi moje mnenje je, da to ne sodi v Ljubljani, ker zakon že 10 let govori, da je osrednja Kostnica za vse žrtve povojnih usmrtitev v Teharjih. In zdaj ne samo za te iz Macesnove Gorice, za katerekoli so že bile ali še bodo izkopane, za vse so bile predvidene Teharje. Seveda se tudi v Teharjih ni zgodilo prav veliko zadnjih 10 let, tudi pod neko pretvezo, da je tam zemlja onesnažena in da zaradi tega ne more. Zemlja se da tudi sanirati, se to še skratka. Mi bi želeli, tudi jaz, da se pač ta Kostnica dokončno, tako kot je v zakonu predvideno, zgradi zdaj v Teharjah, in da se potem vse te žrtve prenesejo v Teharje in vse bodoče žrtve tudi v Teharjah. In da se to poglavje res enkrat že dokončno zaključi, ker se je že zaključeno bilo zakonsko že pred 10 leti, zdaj ga moramo samo še zaključiti dejansko v politiki, ampak kot rečeno, lahko tako rečemo, glede na to, da slovensko domobranstvo v času vojne nima neke svetle točke, je pravzaprav so te povojne usmrtitve še edino, s katerim lahko ampak, ko sva rekla, politiko to načeloma ne zanima pieteta. Če bi jih zanimalo to zaradi neke pietete pa človeškega dostojanstva, potem ne bi teh žrtev fotografirali, jih dajali na plakate, se malo da ne s temi izkopanimi žrtvami s njim fotografirali zraven, kot da so na safariju nekega leva kapitalnega uplenili. Tako da ta pieteta je bolj izgovor kot ali pa 3 mesece. 3 mesece je nemogoče. Je nemogoče, kar ne. Pa ne razlagajte, da ste to, da nemogoče predloge dajete zaradi neke pietete, ampak zaradi tega, da te nesrečne, tragične žrtve, da se zlorabljajo. Ampak skratka, res, najbrž bomo se s temi temami še srečavali, ampak mi bi pač že radi, da
moje mnenje je, da te debate ne sodijo v politiko. V politiko, ne? Ampak kot rečeno, so pa pač določene stranke, enkrat smo imeli, ko sem bil jaz, ko smo govorili, ko sem bil jaz v srednji šoli, so pa zlorabljali kosti iz 14. stoletja, določen del politike, ker če jim prav pride, bo to vedno. No. Ampak kakorkoli, vsekakor je pa čas, da se res nehamo ukvarjati z preteklostjo, ker ne nazadnje se je zdaj Parižu vse jasno tudi o drugi svetovni vojni, vsi pogledi so dovoljeni, resnica je pač... Tako, resnica je, kakršna je. Treba jo sprejeti, ne glede na to, kako kruta je. Mislim, tisto, kar sva tudi že govorila v srednji šoli, resnica ne sme iti izmed tistega glavnega okvirja druge svetovne vojne, tisti okvir, ki je bil ne nazadnje tudi pri nas. Po celem svetu smo imeli med drugo svetovno vojno dve strani. Zavezništvo Združenih narodov, Velika Britanija, ZDA, komunistična Sovjetska zveza in Kitajska takrat, plus vse države, ki so se pridružili. In na drugi strani sile vsi, oziroma trojni pakt, Italija, Nemčija, Japonska, fašizem, nacizem, imperializem. In ena stran je bila pač prava, druga stran pa pač ni bila prava. In zdaj, da se zločince, recimo imamo ta primer na Hrvaškem, zdaj tudi to ni samo pri nas, je povsod, je po celem svetu, to so take zlorabe. In to, da zdaj zločince razglašaš za neke junake, pa osvoboditelje, pač pripadnike zavezniških vojske Združenih narodov, pa za morilce, pa klavce, pa zločince, pač te okvire tudi iz vprašanja naše državnosti, pa spoštovanja lastne države, lastne zgodovine lastnega naroda. Mi mislim, prek teh meja pa pač se ne bi smelo iti, ampak danes se to pač gre. In in seveda iz človeškega vidika je vsaka žrtev enaka. Enaka žrtev je tista, ki je umrla med bombardiranjem Dresdna zavezniškega, ali pa ki je umrla med bombardiranjem Londona. Ampak iz političnega pa zgodovinskega vidika pa ni vsaka žrtev enaka. Enaka, ne zagotovo. In to so neke meje, ki jih določeni politiki namernoma prekoračajo. Imamo politike, ki namenoma lažejo o drugi svetovni vojni. Najbolj znana laž, ki ste jo recimo, ki jo ponavljata ali Janez Janša ali Lojze Peterle, je, da so partizani pobili več Slovencev kot okupatorji in da je bilo več mrtvih po vojni kot med vojno. Mislim, lejte, Inštitut za novejšo zgodovino je že davno naredil popis vseh žrtev, 85.000 med vojno, tam 15.000 po vojni, 3/4 žrtev je žrtev okupatorja in njegovih pomagačev. To so znani podatki. In zakaj potem neki politiki govorijo to, kar govorijo? Kot sva rekla. Ker jih zanima zgodovina samo zaradi zlorab in čist nič drugega. Zaradi delitev, da te pa ustvarjajo te delitve iz druge svetovne vojne. Pa med drugo svetovno vojno je enako 3/4 ljudi ali 80% ljudi med drugo svetovno vojno podpiralo osvobodilno fronto pa partizane. Danes pa govorijo, kako so bili Slovenci razdvojeni med drugo svetovno vojno. Jaz se vedno potem tako medicino pošalim, Slovenci so bili razdeljeni, kaj pa Slovenke? Kako pa so Slovenke? Če so bile Slovenke, so bile samo partizanih, sej v njih niso jemali, Je točno to. Slovenke so bile pa samo v partizanih nikjer drugje, od poveljnic do zdravnic, do političnih delavk. Slovenke so bile samo v partizanih, tam na domobranski nemški strani ni bilo niti ene. Takrat oni niso nobenih pravic priznavali, razen sebe, pod nacizmom, razen za rojevanje pa kuhanje. In kako so bile pa potem Slovenke razdeljene? So bile vse partizanih. In so takrat tudi v bistvu, ki so se borili,
ki so se takrat borili jasno tudi za svojo enakopravnost. Se je do leta 1945 ni bilo volilne pravice. Ja, res je. Tako. In potem so se morali tudi boriti v bistvu za... Ja, kaj pa bi recimo, bi vas vprašala, kaj za vas pomeni recimo resnična sprava kot zgodovinarja in tudi kot človeka? Sej, mi smo pravzaprav tako spravo že nekoč živeli, ko so bile te meje, o katerih sva govorila, jasne. Ne? In sprava, resnična sprava pomeni, da se spravijo ljudje med sabo, ne glede na to, na kateri strani je kdo bil med drugo svetovno vojno, ne? Ker se ljudje tudi takrat niso sami izbirali, na kateri strani bojo, so silom prilike bili upoklicani, nasilno odvedeni, ne, so se borili, pač tam, ki so se borili, in med ljudmi ne bi smelo biti nobenega razlikovanja več, pač nekdo se je boril tam, nekdo se je boril tam. No. Recimo, ste me prej vprašali okoli mojega sorodstva. Ja. Jaz sem imel še enega tam nekega mrzega dalekega strica, ki je bil iz Štajerske. Ne. On se je leta 1942 javil v SS, ne domobrancem, v SS se je javil. Ne. In leta 1945 je vstal v Nemčiji, se je hotel vrniti, pa so ga Angleži ujeli, pa pretepli, pa rekli, da je za njega bolj, da ostane. Ne. Ampak, da ostane tam v Nemčiji. Ampak on je potem od tiste tam od 60 let naprej, ki je bilo dovoljeno, on je vsako leto hodil k nam. Ne. In smo se mi popolnoma normalno pogovarjali, popolnoma normalno smo živeli, noben mu ni nič hotel. Jaz pač sem bil seveda takrat še otroček, ne, jaz se ga sprašal, ja, pa s katerimi avioni si leti, pa s katerimi juno, pa kje si bil. Ja. Popolnoma normalno. Ampak kot rečeno, tista osnovna meja, kje je bil kdo, pa zakaj je bil kdo, o tisti se pa nismo prerekali. Ne? Se pa ni on daril nas, da smo zločinci, pa morilci, pa kaj smo po vojni delali, ker je bilo tisto po vojni zaradi tistega, kar je bilo med vojno. No? In to je zdaj težava tudi te naše sprave, no? In v te težave nas je pripeljala ravno tista politika, ne, ki laže in zlorablja zgodovino, ne, da sprava je, in kot je bila zamišljena takrat v 90-ih letih, to bi moglo biti, da enači vse ljudi med drugo svetovno vojno, ne pa da enači strani med drugo svetovno vojno, da zdaj so se pa vsi borili za svobodo. Ne. Ne zdaj za neke tam te najbolj zagrizene, zadrte desničarje je zdaj sprava že, ko priznamo, da so partizani bili zločinci, pa domobranci, pa junaki in osvoboditelji. Ne. Junaki in osvoboditelji, ki so dvakrat Hitlerju prisegali in delovali pod neposrednim poveljstvom SS-a. Ne. Zdaj, pa se tem ljudem noben nič noče. Ne. Pač ste šli, ko ste se bali komunizma, ste bili zavedeni, ste bili zastrupljeni z alkoholom, se nima veze. Ne. Ampak sej pravim, pač obe strani pa pač ne morate biti enaki. Ne. Ja, vsekakor da ne. Sej, mora biti tudi spoštovanje te resnice, ne? Se pravi, kot je bilo, ne glede na to, kako kruta, težka je bila. So bili razni razlogi od tega, da ljudje niso niti sami izbirali, so bili mobilizirani, ne? Ampak, ja. Kako se pa kot politik, recimo, temu odzivate na takšne interpretacije zgodovine? Se odzivamo v državnem zboru, no, ko pride opozicija s takimi predlogi, ne? Kot rečeno, jaz osebno menim, da te zadeve, zgodovinske debate sploh ne sodijo v parlament. Ne? In ne nazadnje, opozicija se velikokrat sprašuje, se velikokrat sklicuje o tisto resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu iz leta 2009. Tista resolucija govori na začetku. Da se naj zgodovino ukvarjajo samo nepristranski in poklicni zgodovinarji. Da se zgodovinske odločitve ne smejo sprejemati v parlamentih z nekimi preglasovanji. Ker nek parlament lahko izglasuje tudi, da je Hitler svetnik. Ne vem, ne. In pa ne nazadnje, da nobena politična stranka nima pravice do lastne razlage zgodovine
zgodovine, ker take popačene razlage lahko privedejo v sovražnosti. No? Ampak kot vidimo, eni prav to hočejo, eni prav to. Sovražni govor je kar precej. Ja, in se pravi, zdaj je ta boleča izkušnja naša iz druge svetovne vojne je zelo primerna tema, tudi za sovražni govor. Ja. Kaj pa mislite, med mladimi je kakšno zanimanje recimo tudi za takšne zadeve, kot se zdaj recimo pogovarjava? Si želijo biti vpleteni v to, jih sploh zanima oziroma sploh razumejo na tak način? Ja, zdaj že, mislim, mladih načeloma večino mladih to ne zanima. Ne? In jaz to podpiram, da jih ne podpiram, da mladih ne zanima zgodovina. Ne? Mlade more pravzaprav nekega mladega človeka, ki bi rad to malo širše razgledan, mora zanimati vse. Ne? In more vedeti, ne samo odkje smo prišli Slovenci, more vedeti tudi, odkje je prišlo celotno človeško. Mislim, za neko splošno razgledanost bi je zelo lepo, da človeka zanima zgodovina, da vsaj ve, odkje, odkdaj, odkotna. Ne rabi človek poklicni zgodovinar, samo da to splošna razgledanost je poznavanje zgodovine zelo potrebno. Ne? Nažalost je tega v učbenikih pri nas mečkano premalo, ne? Dobro, to bo vsak rekel za svoj predmet. Ja, bo vsak zagovarjal svoje. Ampak kar je pa bolj zanimivo, mislim, kar je pa bolj spodbudno, da tudi če tiste mlade, ki jih zanima, se pravi, da bi jih morale zanimati malo zgodovina, da pa jih te delitve iz druge svetovne vojne, to jih pa ne zanima. Se veste, kaj mladi želijo živeti, želijo imeti službo, želijo si ustvariti neko življenje svoje, želijo, ne vem, hoditi v hribe. Ja, tako. Karkoli, ne vem, ali pa s kakim drugim športom se ukvarjati. In tako da, in se pravi, in glede na to, da prihajajo te mlajše generacije, ki jim je druga svetovna vojna tako daleč kot piramide ali pa... Ja, ki se že letnico kdaj, kdo sploh ne ve, kam bi upustil. Ja, tako, ne, in tako da jaz zaradi tega tudi srčno upam, da bo zgodovina res prepuščena zgodovinarjem, ne, da se bo politika vedno manj in manj ukvarjala z tem, ne, in da bo dejansko to enkrat se bojo te zadeve res umirile. No. In v Državnem zboru letos mislim, ne letos, ta sklic, ne, pač jaz kot zgodovinar nisem v parlament dal v obravnavo nobene zgodovinske teme, ne. Ko je pa seveda opozicija, ker kot rečeno, jaz sodim, da to je stvar za poklicne zgodovinarje in ne pa za neka preglasovanja v Državnem zboru. Ne. Pač seveda so pa poslali mene, ne vem, tiče strašilo, čim je bila neka zgodovinska razprava, ne, ali pa da so vlagali nekaj z področja druge svetovne vojne, sem pa pač jaz bil poleg, da sem probal to zadevo oziroma sanirati malce. Oziroma ustaviti. Sanirati. In zaenkrat je, hvala Bogu, kar ratalo. No. In tako da se pravi, no, dejansko mi bi mogli biti zatle, da gledamo v prihodnost, da zagotavljamo ljudem življenje, mir, varnost, ne pa da se v bistvu zdaj na neki... Da se ukvarjamo z nekimi res... Ne bom rekel to za žrtve povojnih usmrtitev, ampak drugače se pa na drugih področjih, ne, v Državnem zboru, ukvarjamo res s takimi obskurnimi zadevami, ne, samo zato, da bi nekdo neke politične točke pridobival. Ja. Zdaj, glede na to, na vaše izkušnje iz preteklosti, tudi glede teh obravnav, ki so bile recimo v Državnem zboru in na vašem odboru, je kaj takega, kar bi morda pa drugače naredili, ne vem, recimo zdaj, ko pogledate za nazaj, ali pa drugače kako peljali, se drugače soočili? Ne, v bistvu nič. Ja. In tudi začudaš, še ne obžalujem, da sem sploh šel v politiko. No, ja. To sem hotela nekako napeljati. Ne, ker dejansko, pa dobro vem, ne, da zdaj, odkar sem bojda politik, ne. Jaz na sebe še vedno gledam kot na zgodovinarja, na nič drugega. Ne. Vsaj v 3 letih vem, da sem probal narediti čim boljše in čim bolj pošteno vse, kar je bilo za narediti.
To vam lahko povem tudi nenazadnje za člane moje poslanske skupine, ne. Na vseh sestankih mi smo se samo o tem je šla beseda, kako bomo kaj popravili, kako bomo kaj spremenili, kako bomo kaj naredili, ne kako bomo nekaj sprivatizirali, uropali, ne vem kaj. Ne. Tako da, ne, v tem ravno zaradi tega ne, mi zaenkrat še ne obžalujem, da me je igra usode popeljala na mesto, na funkcijo, no, na kateri sem trenutno. Ne. Ja, privatizacijo, ko ste ravno omenili, so tudi, mislim, da zadnjič v javnosti nekje omenili, da pri nakupu helikopterjev, da zdaj pa končno se ta zadeva odvija drugače in da ne bo možno. No, zdaj se je, hvala Bogu, odvilo drugače, ne? Ker sicer je to sodilo že, sicer je to bila bolj za odbor za notranje zadeve, ne? Ampak ne nazadnje, je pa to povezano tudi z sistemom zaščite in reševanja, se pravi z reševanjem v gorah. Ne, saj to, kar zdaj izvaja vojska in policija. Ne. In dejansko se zdaj lahko že malo povzamemo, ne. A je lučka v prtljažniku ali ni lučka v prtljažniku, ne. A to je bila težava. Ne. Jaz sem bil pa pravzaprav prvi, no, ki je takrat javno povedal, ne, da je težava samo v tem, da želi nekdo helikoptersko nujno pomoč privatizirati in da če pač policija nabavi 2 nova helikoptera, da je konec potem privatizacije in koncesij. Ne. Jaz sem prvi, vsi so šli, se neki kamačka okoli vrele kaše, se neki sprenevedali, ne, lejte ljudje. Samo za to gre, ne pa je lučka v prtljažniku ali ni lučke v prtljažniku od helikopterja. No. Ja, in se pravi, jaz sem tudi dostikrat rekel, veste, če bi bil izbran pa takrat Airbus, isti cirkus bi bil, ne. Ker je šlo zgolj za to, da se prepreči nakup, da se prikaže vlado kot nesposobno, lejte, mi imamo pa rešitev, mi bomo pa to privatizirali. No, samo za to je šlo. No, se tudi zdaj, ko se je pa to zaključilo, pa tudi ni več nič. Se je kromirilo povsod, tako da tega sploh ni bilo. Nikoli ni bilo nič, ne? Tako da nikoli ni bilo nič. Ja, zdaj se je popolnoma o teh helikopterjih niti... Ne duha, ne sluha, kaj se sploh ni dogajalo. Tako, ja, tako da ni bilo nikoli nič. Ne duha, ne sluha. Prej pa vsaki dan je bilo nekje v medijih. Ti so se spoznali na helikopterju. Skoraj naenkrat smo imeli 400,000 strokovnjakov za helikopterje v Sloveniji. No. Ja, vsekako. Tako da... Prej sva se tudi že malček dotaknila, no, ampak hribi, pa reševanje, pa kako je s tem? No, sej zato sem se jaz, ker sej mene še niso, hvala Bogu, reševali s helikopterjem, no, ampak smo tudi kot... delamo na tem, zdaj pa sploh smo že malo bolj stari, pa pametni, da se to nikoli ne bo zgodilo, ne. Pač so pa kakorkoli, ne. Skratka, zato smo tudi v okviru odbora za obrambo kot predsednik, no, sem tudi parkrat bil na sestankih z Gorsko reševalno službo in to, ko smo govorili, no, si prizadevamo, da bi tudi nekako da bi uvedli že končno te kazni za tiste, ki res gre v hribih z največjo možno malomarnosti, z tisto najbolj neprimerno opremo. Ne. Dejansko, no, jaz imam eden od teh mojih 2 hobijev, ne, so pa pač hribi, ne. Sem res že od študentskih let, skoraj vsak vikend na nekem hribu, magar na Krimu, ne. Ampak ja, seveda se je vse to začelo tudi iz poklicne izkrivljenosti, ne. Mi smo kot študenti začeli hoditi pač predvsem po Sočju, ne, na območju Soške fronte in tam dejansko smo potem, se je trajalo nekaj let, no, ampak dejansko jaz sem stal v vsakem jarku od Tolmina do Montaža. No. Tako da smo vse to prehodili, no, ampak se pravi, se ne samo to, no, potem smo začeli, jaz pa kolegi, pa smo začeli hoditi tudi na druge hribe, no. Ampak kakorkoli, no, sem rad kar nekako zasvojen, ne. Pa seveda zdaj že malo tudi opažam, kakšne so vse spremembe, ne, v hribih. Ne nazadnje tudi, če gremo nazaj v zgodovino, ne nazadnje tudi na območju tle, ki je bila Soška fronta. Ne. Takrat v 90-ih letih, ne, ko smo prvič šli kaj v hribe, ne, je bilo to še tako, ni bilo še zelo zanimivo za ljudi. Ne. Takrat smo se dejansko še spotikali
kosti, pa ob granate, pa ne vem kaj. To je dejansko je bilo že 70 let od takrat, pa je dejansko še kar ležal tam po tleh. Pa še ni bilo poskrbljeno za. Ni bilo poskrbljeno, potem so te eksplozijo še vedno najdejo, še vedno so nesreče, nažalost. Ampak tam v hribih so potem začeli to tudi odvažati, potem so prišli tudi te zbiralci, je to ratalo zelo priljubljeno pred ljudeh. Tako da zdaj so te hribi več ali manj razen tam raznih starih konzerv, pa neke arije, so ti hribi več ali manj očiščeni, bom rekel, zanimivih muzejskih predmetov. Ampak še vedno, ne glede na to, se pravi, jaz nikoli nisem niti neki tam z detektorji hodil, pa to pobiral. Ampak ne glede na to, še vedno, tudi če ne leži več nič tam v jarkih, še vedno je to meni zelo zanimiv, vsaj za tiste, ki jih to zanima, malo zgodovina, je meni po teh hribih izredno zanimivo hoditi. Koliko je bilo to nekega časa sredstev, energije vloženo, da so do tistih hribov speljali vse tiste potke, da so skopali vse tiste luknje, vse tiste jarke, zložili tiste kamne. Tam so ena območja pri nas v Krnskem pogorju, se je dobro, da so majčkeno oddaljena, da ne more glih vsak pride do tja, kar tako. Ampak tisti jaz rečem, pa to je kot slovenski mač v kiču. To so tiste stezice, vklesano, vse živo, gor dol, se pravi, v steno zgrajene hiše v nadstropjih, recimo na Črneljskih špicah ali tako naprej. Tako da skratka, še vedno vsako leto, vsaj enkrat ali dvakrat obiščem tudi na območje, kjer je bila soška fronta. Ampak drugače pa se mi zdijo to gibanje po hribih, sploh gibanje v naravi. Kaj pa varnost? Varnost in kako so ljudje pripravljeni zahoditi v hribe, recimo. Ker teh reševalnih akcij helikopterskih je kar nekaj. In predvsem tudi takšnih, ko se posamezniki ne odpravijo v hribe odgovorno, se pravi obutev in tako naprej. Ampak če smo zdaj biti res natančni, se zdaj celo več unih jadralnih padalcev sploh v Posočju, ker gorska reševalna rešuje vse na težkih terenih, tudi padalce ali pa tudi če krava v brezno pade, je gorska. Ampak kakorkoli, tako da do gorske reševalne službe, pa do teh ljudi, ki to delajo, jaz dobro vem, kako morajo biti to usposobljeni, pa je res vrhunsko, da tvegajo svoja življenja, tudi ko rešujejo. Mi smo tudi že nažalost se še vedno trudimo, pa upam, da bo res malo ratalo, da bomo te, ki hodijo res malomarno, pa s to neprimerno hribe, da bomo kaznovali. Sej se zadeve spreminjajo mečkano, ker recimo 30 let nazaj je bilo ogromno še pijanih, ki so se klatali tam po Visokogorju, iz koče do koče, danes je tega malo manj. Problem trenutno so predvsem ne slovenski planinci, ali pa sploh slovenski, tisti bolj pravi planinci, trenutno so največji problem turisti. Veliko turisti v povezavi z družbenimi omrežji, z raznimi Instagrami, in ko vidi nek hrib, kako je lepo gor, je lepo, ampak ni pa tako enostavno priti gor. In za neke ljudi brez kakršnihkoli izkušenj v hribih, je to predstavlja problem. Vse so opozorilne table, vse, ampak vse ne moreš to nekaj preprečiti. Jaz sem bil najbolj pustimo zdaj opremo, da nekateri niti ne vejo, da je za hribe potrebna neka resna oprema, da ne moreš to v sandalih ali po običnih supervah. Zanimivo je res bilo to, ko sem opozval predvsem te tujci, to niti stopati ne zna čez skalo. To je navajen hoditi, ne vem, samo po ravnem, po kolesarski poti, pa samo z dvigali se nekam hoditi. In dejansko smo videli te tujce, ki niti skala ni mogel prestopiti, ki je prišel na neko tako, bomo rekli, blago strminco, mal peskasto, si ni upodobno. Ampak vse to pri nas hodi po hribih. In to gorske reševalne službe pa to rešujejo. Gorska reševalna mora pač vse, kar se zgodi, se mora odzvati na vsak klic, in gorska reševalna mora vse to potem
rešiti na take. Ne? Da ne govorim o tem, ne, da pa kakšni tujci pa tudi, ker vejo, da se gorska reševalna mora odzvati na vsak klic, da prihaja pa tudi res do očitnih zlorab, ne? Da se kliče gorsko reševalno takrat, ko dejansko ni potrebno. Ne? Kot naprimer, ko se nekomu mudi na Brnik, da ne bo zamudil. Celo tako? Ja, da ne bo zamudil letane. Okay. Tako da, mislim, veste, vse se morajo odzvati na vsak klic, ne, ampak tako, ko imaš v vlaku napisano, da če boš potegnil v zavoro v sili, da boš kaznovan za zlorabo, ne, tudi take očitne zlorabe bi se nekako morale sankcionirati. Finančno se tako ne. Je pa res, da se ne sme, po drugi strani je pa tudi to res, ne, da pa ne smemo zdaj ljudi prestrašiti, da se bojo pa bal klicati. Bal klicati reševalno, čeprav, če govorimo zdaj o pravih planincih, ne, noben pravi planinc ne želi, da bi imel v svoji kartoteki reševanje gorske. Vsekakor. Se bomo probali, ne vem, v primeru nekaj, da se zgubimo, da smo izčrpani, ne, se bomo na vsak način probali sami nekako izmazati iz tega, ne, kot pa da bi si dovolili to sramot, da kličemo gorsko reševalno službo, ker se imamo za take izkušene planince. Ne. Ampak se pravi, nesreče se pa pač. To se lahko zgodi, seveda, nesreče se lahko zgodi, tista nepredvidena nesreča, ne vem, da se glih takrat nek kamen nate usuje, ki ne moreš preprečiti. Ne. Nesreča se zgodi, pa seveda lahko vsakemu vedno. Ne. In v tem primeru, pa seveda, ne, v tem primeru se pa jasno, da kliče gorsko reševalno službo. Ne. Tako da no. Ampak se pravi, no, je pa se pa zdaj tudi. Zdaj pa povečuje število pripadnikov tudi gorske reševalne službe. Sej pomagali smo jim tudi pri izgradnji domov, nekatere reševalne službe so res bile slabih razmerah, so imele prostore, se imajo še vedno, ne, tako da, ampak kakorkoli, probamo tudi na tem področju jeti naprej, da se to razvija, ne pa kar samo gledati. Ne. Doktor Prenk, imate karkoli za naše gledalke, gledalce, poslušalke in poslušalce, kar bi še z njimi delili, recimo o tem, da naj tudi morda vklopijo kdaj svojo pamet, da razumejo zgodovino tako, kot se piše, ne samo tako, kot se želi kdaj predstaviti v javnosti? Mislim, če lahko samo, kar se zgodovine tiče, ne, lahko samo to rečemo, ne, da ali bom tako povedal, sej meneš Metod Mikuš, ta duhovnik, ki je iz partizanov pobegnil, mislim, iz Škofije Ljubljanske pobegnil partizane, ne. Meni seveda ni predaval, ne, ampak on je med predavanjem študentom rekel, da prva stvar, ki se jo morate pa vi kot zgodovinarji učiti, je pa, da ločite zgodovino od propagande. No. In to bi želel, kar se zgodovine tiče, ne, bi želel tudi za vsem ljudem, ne, da ne se to velja, mogoče tudi za marsikatero drugo znanost, ne samo za zgodovinsko, ne, ampak da dajte ločiti zgodovino od propagande, ne. In da čim nek politik govori o zgodovini, da tle mora biti že znak za neki hudo narobe, ne. Ampak po drugi strani, ne glede na družbena omrežja, sem pa jaz pa tudi hvaležen majčkeno svetovnemu spletu, ne, da zdaj se pa lahko tudi hitro preveri, kjer poda, kaj je res, pa kaj ni res. Ne. To je tiče, kar se zgodovine tiče, drugače pa kaj ni drugega. Čim manj zlobe, zapitosti pa sovraštva na svetu, pa je to. No. Pa bomo tudi enkrat, upam, da bomo res tudi zgodovino nehali zlorabljati končno. Pa bi tudi morda mladim svetovali, da pa gredo mogoče tudi vseeno bolj poglobiti v zgodovino. Kogar zanima, se poglablja. Ne? In vse mladi se poglabljajo, kogar zanima, se poglablja. Vemo tudi, da to vseh ljudi ne more nikoli zanimati. Ampak kot rečeno, naj se pa mladi poglobijo v zgodovino vsaj toliko, da bodo razumeli svet, človeško družbo, odkje prihajajo in kako se je sploh razvila. Ne. Mogoče mladi, da ne poznajo zgodovino tudi zaradi tega, da bojo vsaj vedeli, ne, da vse to, kar imamo danes, ne,
da ni to samoumevno. Da to ne nazadnje lahko se tudi spremeni. Ne? In da to, do česar smo prišli danes, ne, ker imamo kakorkoli z vsemi težavami, ki jih imamo, ne, vseeno živimo danes v nekem obdobju blagostanja, varnosti in demokracije, tudi kakršne še ni bilo. Pravzaprav v zgodovini. Ne? Če pogledamo 100-200 let nazaj, ne, se ne bi smeli kaj preveč pritoževati. Seveda ni vse v samih rožcah, ni idealno vse, ampak kakorkoli. Ne? Če primerjamo v zgodovini, ne, važno je samo tem, da se ne vrnemo, da se ne vračamo nazaj. No? Tako da ne, res, saj toliko tudi, da mlade vidijo, da to, kar imamo danes, da ni vse samoumevno, da je bilo to pridobljeno, priborjeno, včasih tudi zelo krvavo, no, ampak da se zdaj, da ne bi radi, da bi bile vse te žrtve za manj. Če imamo zdaj že take zadeve, ne, kot so, da če se zdaj že vračamo recimo pri ženskih pravicah, da bi nas eni hoteli nazaj v srednji vek spraviti nazaj, ne. Ravno. Tako kot vse druge pravice, tudi te so bile priborjene, no? In dajmo se tega zavedati, da jih ne izgubimo. Ne? Tako da dobro je poznati zgodovino, da lahko gremo tudi lažje potem naprej in s pametjo v glavi. Ja, odlično, dr. Premk, najlepša hvala. Ja, hvala vam za povabilo. S veseljem. Ja. Drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, najlepša hvala, da ste bili z nama. In kot veste, ostanite vedoželjni in bodite informirani. Do naslednjič.